Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, doktorica Jana Makuc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, ki je z nami preko Zooma, profesor dr. Miroslav Petrovec, član svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo in vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij, psihologinja, docentka doktorica Andreja Poljanec, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, občanke ter občani. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Pred začetkom novinarske konference bi rad izrazil obžalovanje nad včerajšnjimi dogajanji v centru Ljubljane. Neodgovorno in nedopustno je, da se v času, ko se soočamo z največjo zdravstveno krizo, ko naši epidemiologi, zdravniki, medicinske sestre in vsi ostali zdravstveni delavci delajo preko svojih zmožnosti, v centru glavnega mesta organizirajo in izzivajo nasilne izgrede. Nasilje ni dopustno, še manj je opravičljivo v nobenih okoliščinah, še najmanj po času, ko so epidemiološke razmere še vedno zelo, zelo resne in ko se vsi po najboljših močeh trudimo, da bi svojimi ravnanji kar se da največ prispevali k zamejevanju širjenja okužb. Zdaj pa prihajamo k pregledu včerajšnje epidemiološke situacije. Tudi včeraj je bilo opravljenih veliko testiranj, 5895, potrjenih pa je bilo 1564 novih okužb. Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 26,5%, kar je skoraj 2 odstotni točki manj kot dan prej. Včerajšnji podatki kažejo, da je trend dober, kažejo, da se razmere počasi stabilizirajo. Zato predlagam, da si zdaj skupaj ogledamo nekaj grafov. Na temle grafu, ki ga kažemo že nekaj dni in ga vsak dan posebej dopolnjujemo, je število okuženih v zadnjih 14 in zadnjih 7 dneh na 100 000 prebivalcev Slovenije. Zgornji graf, se pravi modri stolpci, kažejo 14-dnevno incidenco. In ta graf zelo jasno ponazori, da smo že dosegli vrh in da se nam število vendarle, da se nam incidenca že zmanjšuje. Če pa pogledamo spodnji graf, ki prikazuje samo 7-dnevno incidenco, pa vidite, da smo že krepko čez vrh, da se nam incidenca znižuje in če bo trend šel v prihodnje tako naprej, kot ga imamo na teh dveh grafih, potem se lahko veselimo prihodnosti in lahko razmišljamo o tem, kaj bi vlada lahko storila prihodnji teden. Tole je potek epidemičnega vala na število odkritih novih primerov okužb. Ta graf imamo pripravljen zdaj že kar 14 dni, ampak ga še nikoli nismo pokazali. Danes vam ga kažemo prvič. Rdeča barva je simulacija, tako bi moral potekati ta val. Modro je dejansko stanje, kako je nihalo število okužb. Vidite, da imamo nekaj manjših teh modrih stolpcev. To so vikendi, ki pokažejo, da je takrat manj brisanih in potem seveda tudi manj okuženih. Takoj zatem pa številke skočijo. Če bi šli po modelu, ne bi bilo nič rdečega, vse bi bilo modro in ta dva bi se pokrivala. Tole rumeno pa so pričakovanja za naslednje 3 dni. Takole naj bi se zadeve odvijale v naslednjih dneh. Ta graf nas seveda opogumlja in dokazuje, da so ljudje ukrepe resnično sprejeli, da jih izvajajo, da jih izvajate in na to moramo biti vsi skupaj res ponosni. In še en, ta nas bo verjetno najbolj razveselil. R0 je 1, reprodukcijsko število. Vsakdo, ki kogarkoli okuži, zdaj ne okuži več kot enega. Še včeraj smo bili na 1,11, zdaj pa so številke po ponovnih izračunih pokazale, da smo že dosegli številko 1. V prihodnje, poglejte ta tobogan, ki gre navzdol, bo vsak okužil vse manj. Ampak dosledno se moramo držati teh ukrepov, zdržati moramo še ta teden,
Zato so otroci ostali doma in se šolajo tudi v prvi in drugi triadi nadaljavo. No, zdaj pa, kakšna je realna situacija brez grafov? Še naprej ostajajo žarišča v državi podobna, kot smo jih naštevali v preteklih dneh. V Kranju je bilo včeraj 64 novih okužb. Na Jesenicah jih je bilo 23, v Tržiču 18, v Škofji Loki 15, v Bohinju je 14 novih okužb, zdaj okrog Gorenjske pa nekako preseneča Idrija, ki je imela včeraj 18 okužb, v Medvodah jih je 18, v Mengšu 12. Če pogledamo malo širše, v srednji del Slovenije, v Grosuplju je takih, se pravi novo okuženih 38, enako tudi v Kamniku 38, v Kočevju 27, v Domžalah imajo 25 novo okuženih. V vzhodnem delu države, v Celju je na novo okuženih 33, v Velenju 2 več, 35, Slovenski Bistrici 30, Šentjurju 23, Žalcu 21. Nekaj se dogaja na severni meji, ker imajo Radenci včeraj 22, Gornja Radgona pa 16 okuženih. 3 dni nazaj je bilo v Beltincih 30 na novo okuženih, danes 13. Včeraj je bilo novo žarišče v Rogaševcih s 27 okužbami, danes pa je res izrazito veliko žarišče v Markovcih, kjer imajo kar 77 okužb. Nimam razlage, zakaj je temu tako, upam, da bomo kaj več lahko povedali jutri. V Ljubljani, seveda brez Ljubljane nikoli ne moremo, v Ljubljani pa smo imeli 246 okuženih in v Mariboru 77 okuženih. Včeraj je bolnišnično oskrbo ponovno potrebovalo 1096 bolnikov. Ne gre za ponovno, gre za na novo. In vse skupaj, skoraj 1096 ljudi je bilo včeraj v naših bolnišnicah. Iz njih je bilo odpuščenih veliko bolnikov, skupaj to znese 92 oseb. V primerjavi s sredo se je včeraj ponovno povečalo število oseb, ki so potrebovali intenzivno nego. Takšnih je bilo namreč včeraj že kar 168. Žal smo imeli tudi mrtve, umrlo je 26 oseb. Zdaj pa poglejmo dva grafa, kako je videti število na novo sprejetih v bolnišnice. Po posameznem dnevu do včeraj, to je število sprejetih po posameznih dneh. Zadnja številka, tamle gor napisana, je 168 v enem dnevu. No, če pa od te številke odštejemo odpuščene, in teh je bilo včeraj res veliko, in še umrle, potem pa se številke precej znižajo, tako da je številka za 6. november 50 novih bolnikov v bolnišnicah. Število bolnikov še vedno narašča, ampak vidite, da se to število nekako umirja in iz teh razlogov moramo z optimizmom gledati na prihodnost. To pa ne zmanjšuje pomena soočanja s COVID-om, ki ga izvaja zdravstveno osebje, zato bo zdaj naša prva gostja, doktorica Jana Makuc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, ki jo pozdravljam preko Zooma in jo prosim, da nam predstavi zadnje informacije z terena, s Koroške. Izvolite, prosim. Torej, lep pozdrav z Koroške. Zelo smo veseli, da ste nam omogočili, da se tudi mi, periferci, na nek način predstavimo. Ta situacija s COVID-om je na nek način tudi za nas nekaj novega, kljub temu, da smo že imeli prvi val, v drugem valu imamo namreč bistveno večje število ljudi, ki jih zdravimo. Mi smo bili v prvem valu bolnišnica, ki je v bistvu preusmerjala bolnike v druge COVID bolnišnice. Zdaj pa imamo tudi sami od 5. oktobra dalje vzpostavljen ta naš COVID oddelek.
Do zdaj smo na tem oddelku obravnavali 179 ljudi. Večina gre za moške osebe, torej moške. Od nekje 23. oktobra imamo pa tudi enoto intenzivne medicine, kjer pa smo zdravili 12 oseb. Poleg tega zdravimo tudi otroke, mogoče nekaj statističnih podatkov, kar se tiče naših bolnikov. Na tem navadnem oddelku imamo najmlajšo osebo staro 25 let, najstarejšo pa 100 let. Otroke imamo pa tudi kar širok razpon, nekje od 2 mesecev, pa najstarejši je bil star 17 let. Kar se samega zdravljenja tiče, mislim, da ne zaostajamo prav za nobeno drugo terciarno ustanovo, kljub temu, da v bistvu nimamo infektologov. Na tem mestu bi želela poudariti, da smo kot neka srednje velika bolnišnica uspeli dogovorno vključiti praktično celoten kader bolnišnice v oskrbo teh bolnikov. Zdravijo jih večinoma zdravniki internisti, vendar pri tem pomagajo praktično čisto vsi zdravniki. Od nevrologov, patologov, zdravnikov, fizikalne, rehabilitacijske medicine, kirurgov, torej čisto vsi se vključujejo, vsi oddelki so s tem na nek način vključeni v to delo in je tudi razumevanje znotraj bolnišnice zato zaradi tega večje. Tudi mi imamo precejšnje težave s kadrom. Mogoče, da ne pozabim, tudi kader zdravstvene nege se prerazporeja iz različnih oddelkov, tudi kader iz zelo različnih oddelkov dela na tem COVID oddelku in tule mogoče pride še posebej do izraza to naše sodelovanje, ki je, mislim, da prednost naše bolnišnice, prav zaradi njene velikosti. Tudi mi imamo težave z odsotnostjo kadra, sveži podatki, 18% ljudi je odsotnih. Čez 60 ljudi je odsotnih zaradi akutne okužbe s COVID-om, nekaj zaradi varstva otrok, nekaj v bistvu zaradi drugih odsotnosti, kar pomeni, da je delež relativno velik. Kljub temu pa mi uspemo zagotavljati, jaz mislim, da kar zelo visok delež tudi ostale akutne bolnišnične obravnave, poleg tega, da seveda skrbimo tudi za te COVID pozitivne bolnike. Nekaj vprašanj smo imeli v zvezi s kapacitetami. Ta trenutek, če preračunamo število postelj, ki jih mi namenjamo tem našim bolnikom, 26% vseh kapacitet je namenjenih COVID bolnikom. Če bi pa pogledali delež vseh, ki so hospitalizirani, so pa COVID bolniki pri nas presežejo 30%. Tako da imamo kar res v bistvu veliko število teh pacientov. Zelo veliko nam pri oskrbi pomaga naš, ali pa veliko vlogo pri tej oskrbi, da zadeve tečejo tako, kot je treba, ima ta naš mikrobiološki laboratorij. Mi smo sposobni v bistvu sami identificirati te bolnike z metodo s PCR-jem. Poleg tega smo pa zdaj začeli uporabljati tudi te hitre antigenske teste, kjer menimo, da bomo lahko zadevo izboljšali na tak način, da bomo preprečili vdore v belo cono. Ti vdori v belo cono so praktično največja težava v tem trenutku, ker nenadoma ostanemo brez večjega števila ljudi. Zadnji tak vdor smo imeli zdaj v sredo na oddelku za travmatologijo, tam smo našli pravzaprav 9 COVID pozitivnih bolnikov, ki pa simptomov strani COVID-a praktično niso imeli. Ko se potem naredijo testi za zaposlene, spet ponovno pride do kar velikega izpada kadra, ampak kot rečeno, jaz mislim, da prav s tem sodelovanjem, ki ga v naši bolnišnici zagotovo imamo, jaz moram tule res pohvaliti naše zaposlene, od zdravnikov, medicinskih sester, administracije, to je v bistvu res velika pripravljenost za pomoč, ljudje se brez nekega večjega pritoževanja so se pripravljeni prerazporejati na druge oddelke, sodelovati pri oskrbi teh bolnikov, ki je zagotovo težka. Tudi sama grem občasno delati na ta COVID oddelek in res obleka,
oblačenje je zahtevno, rokovanje s temi pacienti zelo zahtevno, ni pravega občutka, sploh sestre, ki izvajajo nego, imajo s tem mislim, to je res eno zahtevno delo, no, tudi nekoliko drugačno. Mi smo sicer bolj navajeni nekega bolj direktnega kontakta s pacienti, tudi starejši rabijo tudi recimo več dotikov, več neke take pristne človeške komunikacije, ki so jo pa zdaj na nek način ne moremo nuditi v taki obliki, kot bi si jo mi želeli, no. Vsekakor pa kljub temu, da so bile napovedi zelo črne, mi smo tudi kot regija imeli zelo veliko število okuženih. Se mi zdi, da v tem trenutku priliv pacientov, ki prihaja skozi urgentni center, je nekako uravnotežen. Tako da mi v tem trenutku ne bomo širili še kapacitet, imamo pa seveda pripravljen načrt za naprej, če bi se stanje slučajno poslabšalo. Menim pa, da to, kar ste tudi vi predtem pokazali, te grafe, jaz res upam, da se bojo zadeve obrnile v pravo smer. Mogoče, zdaj, ko imamo ravno priložnost, bi se zahvalila tudi še zunanjim institucijam. Res moram pohvaliti območno enoto NIJZ-ja. Mi se praktično vsakodnevno slišimo, opozorijo nas na dogajanje v naši regiji. Sodelujemo zelo intenzivno z regijskim kriznim štabom, z ostalimi zdravstvenimi zavodi. Ves čas imamo pregled nad temi oskrbovanci socialno-varstvenih zavodov. Verjetno ste tudi po medijih spremljali, da smo imeli kar neki ali pa eni prvih, ki smo imeli hude težave tudi z tem centrom v Črni, veliko število oskrbovancev. Jaz mislim, da smo to izjemno dobro rešili in da to sodelovanje tudi zdaj poteka zelo dobro, no. Mogoče je na začetku nekaj porodnih krčev, kot jih lahko pričakujemo pravzaprav povsod, ampak v nadaljevanju pa mislim, da so zadeve zelo dobro stekle, tako da jaz res vsem, s katerimi mi sodelujemo na tem mestu, zahvaljujem.